Zdaj neka izhodišča tu razmišljanja, iz katerih sem izhajal, je prvič, da je kapitalizem variabilen po prostoru in času. Skratka, ni zdaj en kapitalizem, čeprav je globalni sistem po celem svetu, ampak je globalno strukturiran in ga moramo razumeti kot nek globalni sistem z nekim zelo jasnim centrom, z neko vodilno državo, nekaj je bila v 20. stoletju, predvsem po koncu druge svetovne vojne, nedvomno ZDA. Težko razumemo delovanje globalnega kapitalizma, če ne razumemo te vodilne vloge in kako je nastala. In da je kapitalizem se ves čas razvijal kot nek strukturiran globalni sistem. Skratka, ni enak za neke afriške države, kot za države centra. To je prvo. In drugo, da se kapitalizem spreminja skozi čas. Ne pač ves čas, da bi se malo, dobro, to je nekaj, ampak ima neke faze, ki jih lahko vidimo. Po drugi svetovni vojni, ta se dostikrat reče zlata doba, z nekimi, vsaj v teh razvitih kapitalističnih državah, ZDA, Kanada, evropske države, z neko visoko stopnjo rasti in hkrati nastankom socialne države. Vse te pravice, ki jih nekako imamo danes za samoumevne, ne zgolj socialne pravice, kot je pač priznanje sindikatov ali pa neka regulacija plač, kolektivni dogovor, ampak tudi politične pravice, volilna pravica, svoboda govora, svoboda združevanja. To je v večini držav, vsaj Evrope, prišlo v bistvu komaj po koncu druge svetovne vojne ravno zaradi teh delavskih mobilizacij. Vladajočemu razredu nikoli ni bilo v interesu imeti demokracije. Skratka, in potem pride do tega obrata, potem konec 70-ih, v začetku 80-ih v neoliberalizem, ko nastopi kriza tega starega sistema, te povojne ureditve zaradi različnih dejavnikov in nastopi kot odgovor neoliberalizem. In se mi zdi pomembno razumeti te načine, na katere se kapitalizem skozi svojo zgodovino spreminja, da vemo, da recimo časa ne moramo kar zavrteti nazaj, da ni neoliberalizem nekaj, kar si danes država izbere ali pa ne izbere, ampak pač je to neka zgodovinska faza kapitalizma, v kateri se nahaja. To je nekako osnovna ideja, da v tej daljši perspektivi lahko vidimo to povojno ureditev kot odgovor na krize večnih tega starega kapitalizma, kaj so, k temu še pridem, in potem spet neoliberalizem kot nek odgovor na to krizo tega povojnega kapitalizma. In te spremembe, ko se pač preveša kapitalizem iz ene faze v drugo, niso arbitrarne, pač ne zgodi se kar naenkrat, da bi se pač nekdo odločil in se struktura celotnega kapitalizma spremeni. Zgodijo se ponavadi, ko pač zaide v neko resno krizo, ko ni več mogoče delovati v neki obliki. Niso pa tudi vnaprej določene, hkrati je to nek politični proces. Vprašanje je, v kakšno smer se bo zadeva razvila, ki ni vnaprej določena. In to se mi zdi pomembno razumeti ta proces in kako je tu možno intervenirati. In pomemben pojem tu, na katerega se zanašam, je hegemonija. To je nek izraz najbolj povezan z Gramscijem in raznimi danes tudi neki neogramscijanskimi šolami, ki raziskujejo, recimo, kako neka frakcija vladajočega razreda uspe postati hegemonska in združiti ostale frakcije tega vladajočega razreda okoli sebe in pridobiti pristanek vladanih. Skratka,
interes kapitala, ne, ali pa vladajočega razreda ni že kar dan pa včeraj, ne, in da bi se potem pač svet ravnal po temu, ampak ga je treba najprej politično uveljaviti. Skratka, neka frakcija kapitala, ali to zdaj pač, ne vem, tako kot smo lahko v Sloveniji vidimo, ne, neko frakcijo, da se močni tudi o tem piše, ne, nekega domačega kapitala, domačega lastništva, ki ima neko vizijo, kako bi morala družba izgledati, in neka druga frakcija, ne, tako imenovane kompradorske buržoazije, ki pa želi predvsem privabiti tuj kapital ne, in delovati kot nek posrednik v bistvu zgolj med tujim kapitalom. Ne, skratka, to sta dva zelo različna projekta. Ne. Vprašanje, kateri prevlada, je pač politično vprašanje boja med različnimi skupinami vladajočega razreda. Ne. Tako da tudi samemu, ne, to je neka tu ideja, da tudi samemu vladajočemu razredu ni njegov interes že kar pač dan na dlani, ne, tako pač podrejenim razredom ni že kar jasno, kaj je treba narediti. Ne. Ampak je to nek politični proces iskanja koalicije, prepričevanja in v bistvu neke vrste boja, ne, kateri bo prevzel to vodilno vlogo. Ne. In ideja hegemonije je, da pač ne, ta vladajoči razred, ne, ali pa njegova frakcija ne vlada pač zgolj z silo, ne, pa nasiljem, čeprav je tudi to lahko element, ampak je pomembno, da si pridobi neko vodilno vlogo v družbi, ne, tako da je in ostale frakcije vladajočega razreda uspe pridobiti, ne, in hkrati pridobiti nek pristanek ne, tudi podrejenih razredov, ne, da se pač ti ne upirajo in ne grejo na barikade. Tako da hkrati more vsem nekaj ponuditi, ne, vladavina ni nikoli možna zgolj na osnovi sile in prisile. Ne. Tako da to so neke te vodne metodološke opombe. Ne. Kar se pa same vsebine tiče, ne. V bistvu začenjamo po drugi svetovni vojni, ne, ko se začne vzpostavljati recimo te osnovne institucije in strukture tega globalnega kapitalizma, v katerem še danes živimo, in nastanejo, ne, kot odziv, ne, kot sem rekel na krize te stare ureditve, ne, ki sta bile predvsem, mislim, da v dveh smereh. Ne. Eno so bili ti medimperialni konflikti med različnimi, ne, temi imperialnimi velesilami, ne, Veliko Britanijo, Francijo in nekimi vzpenjajočimi silami, ki niso imele svojih imperijev, nekih kolonialnih, ampak so si želeli, Nemčija, Italija, in se to občutili kot krivico. Ne. Skratka, to je bil nek kapitalizem, ki je bil razdeljen, ki je bil svet razdeljen v te različna območja vpliva. Pač vedno se je Velika Britanija ima, ne, ta svoje kolonije in je z njimi povezana. Nemčija ima svoje, čeprav ima ne, Francija, ne, Španija, Portugalska in tako dalje. Ne. In to je bila neka delitev, ki je potem ustvarjala vsa ta trenja in konflikte, največja seveda ne prva in potem druga svetovna vojna. Ne, to je bil eden drug pomemben vidik, je pa bil odnos do delavskega razreda. Ne. Odnos, ne, vladajočih razredov, ali če gledate v ZDA, ali če gledate evropske, te bolj razvite kapitalistične države, ali pa bolj periferne, kot je bila Rusija, recimo, ne, kjer se kapitalizem recimo še komaj razvija, ali pa Jugoslavija, konec koncev, je bil odnos do delavskega razreda v glavnem pač represija. Plače so bile nizke, ne, komaj omogočale preživetje, političnih pravic delavski razred večinama ni poznal, ne, tudi v Veliki Britaniji, ne, nekako najbolj napredni kapitalistični državi, ne, državi, ki je liberalizem kot politična filozofija, ne, igral pomembno vlogo z volilnimi reformami tam. Konec 19. stoletja se volilna pravica nekako razširi ta zgodovinar Hobsbawm ocenjuje nekje tretjino moškega prebivalstva, ne, tako manj konec 19. stoletja. Ne. Predtem nekje 7%, spet njegova ocena moškega prebivalstva ima volilno pravico, ne, torej
če še damo na pol, 3% celotnega prebivalstva, in to je pač v glavnem bazirano na premoženju, obstaja nek premoženjski cenzus. Svoboda tiska, ponekod, ali pa svoboda tiska, govora, obstaja ali pa ne obstaja, pač so neka obdobja, ampak načeloma pač sindikati ali pa delavske stranke nimajo te neke svobode predstavljati svoje ideje. Sindikati so spet en čas malo bolj terenine, en čas malo manj, ampak v glavnem ni nekega splošnega priznanja, da je to neka sprejemljiva oblika, da lahko pričakujejo potem vojaško-policijsko represijo, če se poskušajo na tak način organizirati. In seveda to za vladajoči razred ni problem, samo po sebi problem je, ker povzroča revolucionarne težnje v delavskem razredu. Imamo predvsem okoli prve svetovne vojne, revolucijo, takoj po koncu vojne v Rusiji, nastane Sovjetska zveza, Nemčija pride praktično na rob revolucije po vojni in je tudi še dolgo časa komunistična partija kot revolucionarna sila zelo močna. Neke revolucionarne sile prevzemajo oblast v zveznih državah in tako dalje. Skratka, ta strategija, ki temelji na represiji, se naleti na ta problem, da pač se delavski razred začne revoltirati. Nima razloga v bistvu, da ne bi, ker kot je Marx Marx pa Engels zapisal v komunističnem manifestu, nimajo proletarci za izgubiti nič razen svojih verig, kar je v tistem sistemu dokaj blizu resnice. In to so neke krize, na katero v bistvu na stari celini kapitalistične sile nimajo nekako odgovora. Odgovor nastane, ko se težišče tega svetovnega kapitalizma seli od Velike Britanije, kjer je bilo v bistvu do takrat, Velika Britanija je bila prva država, kjer se je kapitalizem razvil, in se preseli v bistvu težišče globalnega kapitalizma proti ZDA. To predvsem postane očitno po drugi svetovni vojni, ko se tudi zunanja politična orientacija ZDA spremeni. Do takrat so bile ZDA dosti v bistvu previdne, kar se tiče vmešavanja predvsem v te spore v stari celini. Niso videli tu nekega učinka in se niso hoteli zapletati v neke te spore med Nemčijo, Francijo, Veliko Britanijo. Po nepotrebnem. Zdaj, po drugi svetovni vojni je vloga ZDA povsem drugačna. Zdaj dejansko nastopijo kot vodilna kapitalistična država, ne zgolj pač po moči svojega gospodarstva, po produktivnosti, po vseh teh dejavnikih. Ampak tudi prevzame odgovornost za organiziranje globalnega kapitalizma, kar se kaže na več načinov. Po eni strani oblikovanje nekih institucij, ki se nam mogoče danes zdijo, da so že od vekomaj, ampak nastanejo pravzaprav po drugi svetovni vojni ravno kot odziv na vse te probleme, ki jih je kapitalizem doživljal pred tem. Od seveda Združenih narodov, ki so namestili to precej neučinkovito Ligo narodov pred tem, ki ni uspela preprečiti League of Nations, skratka je Društvo narodov, ki ni uspela preprečiti svetovne vojne. Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka, ki sta takrat še imeli nekako razdeljene vloge. Svetovna banka naj bi pomagala predvsem pri tej povojni obnovi, Mednarodni denarni sklad pa skrbel za ta Bretton Woodski sistem teh fiksnih deviznih tečajev globalno. Skratka, prvič se v bistvu vzpostavijo neke globalne institucije kapitalizma, ki naj bi zagotovile neko globalno sfero akumulacije, ne več nekih parcialnih kolonialnih imperijev, kjer bi vsaka velesila imela svoj peskovnik, v katerem bi se igrala, ampak zdaj se ve pač, gospodar je eden, to so ZDA,
in ZDA prevzamejo odgovornost, da bodo organizirale globalni kapitalizem. To pomeni izgradnja teh institucij in neka vodilna vloga v smislu, pač ta sistem deviznih tečajev je vezan na dolar, ki je konvertibilen v zlato, in Wall Street kot nekako finančni center sveta. Zdaj, če se vrnemo k tej ideji hegemonije, ravno ZDA ni na silo v bistvu prevzela drugih držav, ni jih kolonizirala, ampak je bila zmožna ponuditi odgovore ravno na ta dva problema, ki so pretresala kapitalizem in pripeljala do teh dveh svetovnih vojn, do revolucije. Po eni strani nek kompromis z delavskim razredom, ki se je oblikoval predvsem skozi ta New Deal že pred vojno, ki je po eni strani nekako političen, pomeni pač neko priznanje delovanja sindikatov oziroma določenega delovanja sindikatov, seveda dokler se omejujejo na plače, delovne pogoje, varstvo pri delu, nikakor pa ne na politično. Skratka, politični sindikati so pač ostro preganjanje, pa tisti, ki so pa pripravljeni se igrati igro, so pa pač priznanje, neke socialne pravice, socialna država, to kot sem omenil, nastane v bistvu komaj v tem obdobju. To po eni strani in po drugi strani neka ekonomska logika, kjer je rast plač mogoča, zato ker financira množično potrošnjo, in to je nekako skrivnost tega velikega buma povojnega. Je mogoče delavskemu razredu omogočiti to rast plač, nekateri prispevajo tudi sindikati, ker po drugi strani postane delavski razred potrošnik. To v bistvu v 19. stoletju praktično ni bil, zgolj redke te neke industrijske proizvode so si delavci, celo v Veliki Britaniji, lahko sploh privoščili. Skratka, zdaj se sproži ta cikel, ki omogoči, da se delavski razred ne regulira zgolj z nasiljem, z represijo, ampak se mu omogoči neko sodelovanje prek sindikatov v teh pogajanjih o plačah, delovnih pogojih, varnosti pri delu. Uvede se neka pravna omejitev samovolje menedžmenta, če predtem veljalo, da pač lastnik lahko jutri pride pa 10 tam delavcem, samo zato, ker mu niso všeč, reče, da čau, da ne rabijo več prideti. Se zdaj oblikuje neka delovnopravna zakonodaja, ki pač zelo močno omeji, močno pač, v precejšnji meri omeji to samovoljo, ni mogoče ljudi pač kar metati na ulicu, ker se ti zljubi in tako dalje. Skratka, na tej ravni in na politični ravni, skozi vse te politične pravice, ki sem jih omenil, svobodo združevanja, svobodo govora, univerzalno volilno pravico, svobodo delovanja teh vsaj socialdemokratskih strank, v Evropi tudi v veliki meri komunistične stranke, že zaradi tega, ker so imele v večini držav ključno vlogo v boju proti nacizmu in fašizmu, bilo zelo težko potem zatreti, primer recimo italijanska komunistična partija ali pa pri nas, ko so dejansko sami si vzeli oblast, niso čakali, da jim kdo podeli. Skratka, in v tem smislu nastopi hegemonija ZDA, ne kot nasilna nadvlada, ampak so ostale kapitalistične države v bistvu z veseljem sprejele to nadvlado, ker so ZDA uspele za njih v bistvu rešiti probleme, za katere jih pač niso uspeli najti. Zdaj, problem za delavski razred je tu bil, in to je zdaj nekako nauk za nas, ko razmišljamo o strategiji, da je ta kompromis po vojni bil v bistvu zelo asimetričen v korist kapitala. Delavci so dobili neke zelo pomembne pridobitve, v smislu višjih plač, nekih pravic se pogajati o plačah, ampak resnični vzvodi oblasti pa ostanejo v rokah kapitala. Cena za to, da pač
nekako dogovor je bil, plače bodo rasle približno skladno z produktivnostjo. Ne? Pač dobili boste pač socialno državo, ki se bo prek davkov financirala, ampak zato pa kapital ohrani tisto ključno, ne? Zasebno lastnino produkcijskih sredstev in pravico organizirati proizvodnjo. Po drugi strani pa nastane delavskega razreda neka odgovornost administrirati ta sistem. Skratka, oblikuje se nek zelo patriarhalen, hierarhičen sistem, kjer pač ta sindikalna in strankarska elita ni več v tej poziciji, da pač organizira delavski razred za boj proti kapitalu, ampak zdaj v bistvu v dogovoru z kapitalom tudi disciplinira svoje člane. Ko se pač sindikalna birokracija nekaj dogovori za delodajalci, potem pač mora ta dogovor vsiljevati tudi svojim članom, tudi tistim, ki recimo bi želeli več ali pa želeli neko divjo stavko sprožiti, stavkovni sporazumi ponovadi vključujejo neko klavzulo. Pač to dobite, ampak tako in tako dolgo pač ne boste stavkali, pa dokler se ta sporazum velja, ne boste stavkali. Skratka, vodi do neke odtujitve te birokratske elite od baze v zameno, seveda za res pomembne pridobitve, vse to, od teh političnih pravic konca represije, da so se delavci lahko združevali v sindikat, brez da bi vojska prišla in jih nasilno razgnala, seveda so bile izjemno pomembne pridobitve in ravno zaradi tega je bil ta projekt tako uspešen. Seveda pa to na drugi strani pomenilo boj proti v bistvu razrednemu boju. To bi pač nek razredni kompromis, ker se je delavski razred zelo ozko omejil, oziroma pač ti njegovi predstavniki v strankah in sindikatih na ta ekonomski boj, politične pa bolj radikalne strategije so pa bile hkrati. To je bil korenček, radikalizem pa bil preganjanje v ZDA, najbolj očitno za temi lovi na čarovnice, McCarthyjevimi. Tudi recimo ta Taft-Hartleyjev zakon, ki je nekako prinesel to priznanje delovanja sindikatom, je hkrati rekel, ampak ne pa komunistični. Skratka, sindikati so se morali zavezati apolitičnosti, oziroma se odpovedati te radikalni politiki, če so hoteli biti priznani. To je bila jasno korenček in palčka. In tudi pred tem se je dogajal nek tak proces, kjer so pač ti bolj konzervativni sindikati, ki so v ZDA, recimo bili predvsem ta American Federation of Labor, to je bila ta federacija nastala konec 19. stoletja, ki je predvsem te svobodne poklice, obrtnike združevala, ki je bila, država je precej drugače obravnavala kot te industrial workers of the world, ki so bili bolj, bi rekel, nekako anarcho-sindikalistično usmerjen, njihov namen je bil pač revolucionarni prevzem oblasti in pač sindikalno organiziranje kot sredstvo k temu. Pač obravnava drugih je bila popolnoma drugačna kot obravnava prvih. Skratka, pač ta kompromis, ki ga je takrat delavski razred sprejel, je prinesel te prednosti, ampak problem je pa bil, da ni prinesel prerasporeditve moči, oziroma je pač moč delavskega razreda dolgoročno celo zmanjšal, ravno zaradi tega, ker se je ustvaril ta patriarhalen, birokratiziran, elitističen sistem, ki je vodstvo odtujil od baze in tudi načeloma razbil delavski razred. Ravno radikalni sindikati, kot so bili Industrial Workers of the World, so se zelo posvečali temu, da so integrirali tudi črnske delavce, manjšine, ženske, medtem ko pa ti sindikati, ki so bazirali na teh kvalificiranih delavcih, to so bili v glavnem beli moški v tem primeru, in so se bolj usmerjali v branjenje prestiža te skupine. In tudi ti sindikati so potem recimo, ko se je združil ta American Federation of Labor pozneje z temi industrijskimi sindikati, pač v
bil ta največja sindikalna organizacija v ZDA, so zelo močno recimo vojno v Vietnamu podpirali, skratka vsak radikalizem, pa vsaka progresivna politika je tu zelo hitro izpuhtela in se usmerila v te neke iskanja ozkih koncesij. Kar se je potem izkazalo kot problem, predvsem tam konec 60-ih in skozi 70. leta, ko pa ta sistem, ki je nastal po drugi svetovni vojni in bil ta leta zelo uspešen, predvsem za kapital, ampak tudi neke pomembne koncesije dal delu, ko zaide v krizo. Po eni strani se začne gospodarska rast že konec 60-ih upočasnjevati. Skozi 70-ta potem še dodatno se zakomplicirajo stvari z naftno krizo, z tem, da tega sistema fiksnih deviznih tečajev zaradi različnih dejavnikov ni mogoče več vzdrževati. Te koncesije delavskemu razredu iz dneva v dan postajajo v bistvu dražje. Če ti danes obljubiš pokojnine, tistim, ki se bodo upokojili, te ne stane nič, potem, ko se vedno več ljudi začne upokojevati, te stane vedno več. Skratka, cena socialne države je zaradi tega, ker je več ljudi lahko dobilo neke socialne pravice in ker se je tudi količina socialnih pravic povečevala, postajala vedno višja, ob tem, da se je gospodarska rast upočasnjevala. Seveda to za kapital pomenilo, da so se začeli spraševati, ali res dobivajo to, kar plačajo. Oni so bili pripravljeni to plačati, socialno državo financirati, te omejitve poslovanju po drugi svetovni vojni, ker so dobili zaradi tega ta razredni mir. Ne boste izvedli revolucije, ne boste nam pobrali tovarn, super, bomo plačali. Zdaj se je vedno bolj izkazalo, da cena narašča, po drugi strani pa narašča tudi nezadovoljstvo na strani delavskega razreda. Po eni strani prihaja oziroma v veliki meri izven sindikatov. Po eni strani od skupin, ki te stare strukture niso nikoli niti hotele naslavljati. Kot sem rekel, to so bile zelo bele, zelo moške, birokratizirane strukture, predvsem usmerjene na ohranjanje prestiža tega kvalificiranega ali pa nekega elite delavskega razreda, aristokracije recimo delavskega razreda. Zdaj pa po drugi svetovni vojni imamo nek množičen stop v vseh teh kapitalističnih državah žensk v delovno silo, predvsem v manj plačane, nesindikalizirane poklice in sindikati večinoma niti niso naklonjeni temu, da bi jih sploh poskušali sindikalizirati, pa se odzvati na njihove pravice. Manjšine, kot so v ZDA zelo očitno, ta boj črncev za pravice, ki se zaostri v 60-ih za desegregacijo in tako dalje, ampak tudi v sindikalnem smislu. Tudi sindikati so bili zelo rasistične organizacije na nek način. Demokratska stranka je mogoče ta problem bolj naslavljala leta 1964 sprejmejo ta Civil Rights Act, ki nekako prepove diskriminacijo, ampak vseeno, skratka, prihaja do vedno več zahtev, ki jih ta stari sistem ni mogoče, ne more več zadovoljiti. Na eni strani kapital postaja nezadovoljen, ker plačuje, ampak ne dobiva pa nazaj, množijo se protesti, vsi ti različni ljudje zahtevajo neke pravice, ki jih do sedaj niso imeli, popolnoma upravičeno, ker so bili diskriminirani. Po eni strani se tudi med delavci nastaja vse večje nezadovoljstvo na to staro duhomorno rutino tekočega traku, vsaj med industrijskimi delavci, in se množijo neke divje stavke, ki niso več ljudje zadovoljni zgolj s tem, ok, vam damo malo denarja, pa bodite tiho in delajte celo življenje za tem tekočim trakom, ampak tudi pričakujejo
nekaj več, ne, da se lahko izrazijo, da lahko živijo, da imajo nekaj od življenja, ne, tudi na delovnem mestu, ne, da so tam samo en kolešček, ne, v stroju, ne, kar nek problem, ki ga zelo dobro ta italijanski film, ne, Delavski razred gre v nebesa nagovarjanje. Tam ne gre zdaj samo za problem denarja, pa sploh ne za problem denarja, ampak popolnega tega nesmisla, ne življenja, ki ga preživiš za tekočim trakom, kjer ti nekdo drug ves čas govori, kaj boš delal. Ne? In nimaš ti nobene avtonomije, ne? Nobenega odnosa do tega produkta, ki ga ustvariš. Ne? Tako da tudi to nezadovoljstvo narašča. Ne? In na tej točki v bistvu nastopi kriza hegemonije. Ne? In skozi celotna 70-ta imamo to v bistvu, narašča kriza, gospodarska situacija je slaba, ne pojavijo se pa neki odgovori. Ne? Tu mislim, da je ravno to okno, kjer je politična intervencija mogoča in zgodila se je konec koncev, vemo, ne? Potem konec 70-ih in v 80-ih z desne, z neoliberalizmom, ki je bil zmožen presekati to krizo. Predvsem z napadom na moč delavskega razreda. Ne. To je bil potem odgovor kapitala. In po drugi strani, ne, delavski razred pa ravno zaradi tega kompromisa, v katerega je stopil, ni bil zmožen. Ne, ravno zaradi tega, ker se je odpovedal tem političnim ambicijam, ne, je prestal na to vlogo, da pač dobi. Seveda, zelo generaliziram, ampak mislim, da v grobem drži za te države, Severne Amerike in večino evropskih držav, pristal na to vlogo, da prejema to redistribucijo, ampak po drugi strani prepusti organizacijo proizvodnje in resnično politično in ekonomsko moč kapitalu, se je odpovedal tej aktivni vlogi. In ravno v 70-ih, ko bi bilo treba presekati za tem kompromisom in iti v radikalne rešitve, ne, skratka, v razredni boj, v boj za več kot zgolj redistribucijo, več kot zgolj socialno državo, ne, več kot zgolj kot neke omejene pravice. Ne, vse to v bistvu nikjer v resnici ni zgodilo znotraj teh starih organizacij. Ne. Dosti je bilo mobilizacije zunaj, ne. Ampak te stare organizacije nekako niso bile pripravljene prevzeti te vloge, ne, boja za hegemonijo, ne, ki je pač boj za družbeno prevlado na tisti točki. Ne. In s tem se je pač pustil odprt prostor, da je desnica prišla z projektom neoliberalizma, ki je tu kot odgovor kapitala bil pač zelo odločen konflikt z delavskim razredom. Skratka, omejiti moč sindikatov, pa se odpovedati politiki polne zaposlenosti, skratka, z državnimi politikami povečati brezposelnost, ne, in na tak način zlomiti sindikate in omejiti moč plač in povečati vlogo finančnega kapitala, ki bo zdaj discipliniral, ne, seveda, države. Skratka, na tak način bi nekako potem za strategijo, ne, našo, za razmišljanje naprej, ne, tu potegnil lekcijo, da je treba tu zelo jasno ločiti med različnimi oblikami reformizma, ne, ker vemo, da mi zdaj nismo v situaciji, kot so bili boljševiki, ne, takrat, ko se je zgodila oktobrska revolucija v neki popolnoma avtokratski državi, brez razvite civilne družbe in tako dalje, ne, ker je pač revolucija seveda bila edina možna in smiselna politika, ali pa tudi v Jugoslaviji. Ne. Skratka, naša pot je nujno reformistična, ne, ampak treba je pa zelo jasno tu vedeti, za kakšen reformizem se borimo, ne, in se naučiti to lekcijo. Skratka, ne, seveda je pač z vidika političnega delovanja, ne, težko rečemo, da pa se ne bomo borili za višje plače, za boljše delovne pogoje in tako dalje. Ne, to je seveda pač nek nujen pogoj, ampak ne, ključno je, da
je ta boj v bistvu povezan in bil podrejen boju za hegemonijo. Skratka, naš končni cilj je sprememba razmerij moči in v bistvu povečanje zmožnosti delavskega razreda, da se bori za svoje pravice, kar je točno nasprotno kot to, kar se je zgodilo za tem razrednim kompromisom po drugi svetovni vojni, ali pa, če hočete, z razrednim kompromisom v Sloveniji. Mislim, da Slovenija na nek način v zelo zgoščeni obliki ne predstavlja to zgodovino, ker je pač delavski razred pristal na neke koncesije v obliki višjih plač, priznanja sindikatov v zameno za razgradnjo družbene lastnine in pozneje tudi pristal na vstop v EU in omejitev plač kot način lovljenja maastrichtskih kriterijev, kar se je izkazalo kot popolnoma samomorilsko, ker je bila pač vstop v EU in to so pač neoliberalci takrat povsem odkrito priznavali. En članek, ki ga en cvetober naših neoliberalcev, Šušteršič, Vaslen, bil takrat guverner Banke Slovenije, pa še par napisalo, kjer so kristalno jasno rekli, pač ta gradualizem se je izpel, mi ne moramo neoliberalne revolucije izpeljati do konca, ker pač sindikati so še relativno močni, pač ljudje se upirajo, ne marajo revščine, ne marajo neenakosti, zato potrebujemo zunanji šok, ki bo to proizvedel in ta šok je pač EU. Pač niso skrivali, to ni bila skrivnost, kaj hočejo narediti. Skratka, in naši sindikati so nekako tudi stopili v to igro, da so pač se borili za neke koncesije, neke redistribucijo plače, delovne pogoje, sicer tudi nastopili proti nekim najbolj radikalnim političnim predlogom, kot je Janša takrat predlagal ta flat tax. Recimo, ampak nikoli zagrabili te politične vloge, da bi res takrat, ko se jim je šlo za življenje, ob vstopanju v EU in predvsem sprejemanju evra, EU še ni tako škodljiva kot sam evro, nastopili politično, se jasno uprli in v bistvu podpisali svojo smrtno obsodbo. Skratka, na tej točki bi nekako končal, da nisem bil predolg in odprl prostor za razpravo in vprašanje.